Slavko Oblak, Klemenov z Rečice, je v skoraj 90 letih prehodil osupljivo življenjsko in ustvarjalno pot. Od preprostega kmečkega fanta do priznanega kiparja. Njegove javne spomenike in skulpture si je mogoče ogledati v parkih večjih nemških mest, največ v mestu Landshut. 4 njegove javne plastike lahko občudujemo tudi na Bledu. Na otvoritev razstave na Blejskem gradu se je skupaj s soprogo Irmi pripeljal iz Nemčije, kjer živi že več kot 60 let. Konec meseca bo o njegovem življenju in ustvarjanju izšla tudi monografija Slavko Oblak, umetnik in ustvarjalec. Povprašali smo ga, kaj mu takšna predstavitev v domačem kraju pomeni. To mi pove največ v življenju, ne? Kaj pa bi mogel človek več v življenju si doseči, ker doma se uveljaviti pa ljudi narediti zadovoljne. To bi bilo največ uspeh v življenju, če bi vsi rekli, to je naš človek in to je dobro naredil, smo zadovoljni z njim, jaz sem zadovoljen z vam, in da bi v skupini to tako naredil, to bi bil največ uspeh moj v življenju, ja. Umetnostni zgodovinar Vid Lenart je za monografijo prispeval strokovni del. Zanimalo nas je, kako ga kot strokovnjaka nagovarja delo Slavka Oblaka. Kot strokovnjaka pravzaprav zelo boža in ni pravzaprav zahtevno. In kako? Ker hkrati počivajo njegova dela v naravi, v naravnih ciklih in izhaja iz njih. Zdi se enostavno. Potem pa, ko postavljaš taka dela v kontekst in jih skušaš razumeti v polju širše kulture, trčeš na kar nekih trdih orehov, ki sem jih poskušal razdreti in razpreti v tekstu. Ali je po njegovem mnenju imel avtor kot nekdo, ki je prišel iz drugega okolja, lažje delo pri umeščanju svoje umetnosti tako v družbo kot v prostor na začetku svoje poti v Nemčiji? Mislim, da je bil on prednost pred ostalimi, ker je bil neobremenjen, ker je prišel kot nek nepopisan list, ker se je znal izjemno dobro prilagoditi situaciji, bil je delaven, to, kar so Nemci iskali, precizen, natančen, vse je naredil v roku in hkrati perfektno izdelavo. To je ena stvar in druga je bila ta, da je Nemčija iskala stik z internacionalnim okoljem, in da je prav zaradi tega so bile možnosti izraza toliko večje, predvsem v nekem negativnem smislu do predvojnih avantgard, ki so v Weimarski Nemčiji imele konotacijo z realsocializmom. Lidija Pavlovčič, kiparja Slavka Oblaka, pred pisanjem njegove biografije ni poznala osebno, kot je bilo to v primeru pisanja biografije o Meliti Vovk. Obiskala ga je na njegovem domu v Nemčiji in na podlagi večdnevnih pogovorov z njim zapisala biografski del monografije. Spoznala sem ga v njegovem nemškem okolju. Ampak to, kar je mene presenetilo, je pravzaprav že na vratih je bila dobrodošlica, absolutno slovenska, gorenjska, domačijska. Pozdravo je dobrodošli pri Klemenovi, kar pomeni, da ne glede na to, da že živi 65 let v Nemčiji, v svoji duši je še vedno on Klemenov Slavko, in če bi prišla k njemu na obisk, recimo tukaj na Bledu, bi me verjetno enako pozdravil, kakor me je gor v Zigerštetno, kjer zdaj živi. Klemenov Slavko, dobrodošli pri Klemenovi. Se pravi, ta zavezanost svojim koreninam je pri njem za vso življenje. Tako osebno, kot očitno tudi v njegovi umetniški ustvarjalnosti, zaradi tega, ker kot Klemenov Slavko, kot otrok je tukaj hodil po travnikih, po gozdovih, nabiral rože, spoznaval drevesa, ampak vse to se je pravzaprav nabiralo v njegovi ustvarjalni umetniški duši. In to, ko je pač se že šolal za kiparja, je potem tudi imel priložnost realizirati. Vse te rožice so nastale pravzaprav v bronasti podobi, ampak s podlago v njegovem gorenjskem otroštvu. Knjižna zbirka Novemberski opus, lani je v njej že izšla monografija Melita Vovk osebno, je po besedah Leje Ferjan, direktorice Zavoda za kulturo Bled, pomemben del njihovih aktivnosti. Meni se zdi zelo pomembno, da
te projekti oziroma predstavitve ljudi, njihovih življenj, del in tako naprej, da ostaja to zapisano v pisani besedi. Ker mislim, da še vedno knjiga bo tista, ki bo ostala čez 100, čez 200 let in da bodo naši zanamci lahko spremljali, kdo in kaj so delali ljudje, ki so živeli na tem našem ozemlju. No. In se mi zdi tudi zdaj pomembno, da je gospod Slavko Oblak predstavljen v monografiji, ker vemo, kako je, če se gre v svet in kako se je treba veliko bolj dokazati kot nekdo, ki je seveda tam rojen ali pa državljan tiste države, se pravi, da je bil izjemen študent, ker je prejemal tudi štipendijo za nadarjene in ker mu je profesor, njegov mentor, dal priložnost, da je delal tudi za njega, da je razvijal svoj talent in da je postal prepoznaven v svetu. Slavko Oblak se uvršča med tiste Blejke in Blejce, ki so s svojim delom in življenjem doma in v tujini pustili neizbrisen pečat. Imeli smo nekaj velikih umetnikov, če se spomnimo samo Melite, imamo jih pa še, imamo Ejti, imamo seveda Slavka, imamo Janeza Ravnika in še koga za tako majhen kraj, mislim, da je to nekaj izjemnega. In on je šel po svetu s trebuhom za kruhom, lačen in si utrl pot med glavne umetnike, velike umetniške prestolnice Mihna, kjer je delal naš Ažbe v mladih letih in je, mislim, da prav po Ažbetu še drug Slovenc, zraven pa še Blejc, ki je proslavil našo deželo gor. Kot so tudi povedali, se ni skrul, ampak je zastavil za nas besedo. In to govori v njegov res neverjetni širini, da je rad v naravi, da zna upravljati z naravo, z materiali, da je umetnik in da je zraven še izjemen človek in domoljub. Tole je zelo, zelo redka kombinacija, bi rekel, in smo lahko ponosni in veseli, da ga imamo in upajmo, da mu bo zdravje še dolgo služil in da nas bo še kdaj razveselil s kakšno skulpturo tukaj na Bledu. Projekt o kiparju Slavku Oblaku je bil precejšen izziv. O tem vodja projekta Andreja Završnik. Vsak tak projekt je v bistvu zahteven, ker je tudi velika odgovornost, ampak je pa tudi ogromnega užitka v tem delu. Sploh v bistvu ta projekt s Slavkotom, ker je bil on zelo fin sogovornik pri celotnem nastajanju vsega tega skupaj, tako da se veselim tudi tega, da bi on danes z nami tukaj. Da je razstava uspela tako, kot je in tudi v bistvu sem že v težkem pričakovanju knjige, ki je že v tisku, tako da se veselim.